Danes bomo v Quickieh govorili o eni izmed najbolj zabavnih tem. To so teorije zarote. Teorije, ki tudi v najbolj vsakdanjih stvareh najdejo nekaj prikritega, zloveščega in nadnaravnega. Naj si gre za chemtrailse, kuščarje preoblečene v ljudi ali pa ljudi, ki verjamejo, da je Zemlja ploščata. Začnimo s potovanjem skozi čas. Od neznano kje je na površje svetovnega spleta priplavala stara fotografija, na kateri trije otroci rudarijo. In kaj je posebnega na tej 120 let stari fotki? Eden od otrok je Greta Thunberg. Najbolj znana okoljevarstvenica, punca, ki je z jadrnico prišla iz Švedske v Ameriko, kar očitno niti ni njeno najdaljše potovanje, kajti ljudje, ki preživijo absolutno preveč časa na internetu, trdijo, da je prišla iz prihodnosti, se po nesreči ustavila v preteklosti in zdaj je v sedanjosti. Greta se je tako pridružila Keanu Reevesu in še nekaj slavnežem, ki ali lahko potujejo skozi čas ali pa, pazite to, so imeli prednike, ki so jim bili izredno podobni. Jaz mislim, da lahko potujejo skozi čas. Mislim pa tudi, da moramo verjeti Greti in za okolje poskrbeti. In ko že ravno govorimo o podnebnih spremembah, ki lahko pripeljejo do konca sveta, teorije o koncu sveta. Odkar obstajajo ljudje, obstajajo napovedi, kdaj bo konec sveta. In zaenkrat so bile še vse neresnične. Ampak koliko časa še? Ena izmed najzgodnejših napovedi datira v leto 1910, ko naj bi v Zemljo priletel Halleyjev komet. Ampak ni. Tako kot nas je zgrešil tudi leta 1835, 1986. Ampak se bo vrnil leta 2061 in upajmo, da se bo naučil voziti, ne pa da bo ves čas grozil, da se bo zaletel v nas. Drugo odmevnejšo napoved je dal vodja tajvanske religiozne skupine Chen Tao, ko je rekel, da bo Bog na televiziji na kanalu 18 25. marca 1998 razkril svoj načrt. Nato pa bo 31. marca istega leta prišel po svoje sledilce v vesoljskih ladjah, ki bodo izgledale kot oblaki in pač nič od tega se ni zgodilo. Zakaj? Ja, verjetno zato, ker stvari, ki so made in Taiwan, niso najbolj zanesljive. Kdorkoli lahko napove konec sveta. Jaz stavim na 26. maja 2187, ker je takrat moj rojstni dan in bom star 200 let. In ko bo takrat konec sveta, kje bomo živeli? Na Luni. Če smo enkrat pristali gor, bomo pa lahko gor postavili še kolonijo. Napaka! Zemljani še nikoli niso pristali na Luni. In če mi ne verjamete, potem je to zato, ker so vam oprali možgane. In mogoče je vam všeč, da imate oprane in sveže možgane. Meni pa ni. Moji možgani niso oprani. Tukaj noč je veliko ene umazanije. Kar se je v resnici zgodilo, je, da so pristanek na Luni sfejkali. Televizijski prenos je bil lažen. V resnici je pristanek na Luni režiral legendarni Stanley Kubrick v notranjem studiu. Celotno stvar pa so sproducirali NASIni znanstveniki, ker vsi vemo, da v NASA delajo najpametnejši ljudje na svetu. Ti znanstveniki so dovolj pametni, da zrežirajo celotno zaroto, ampak niso pa dovolj pametni, da bi poslali človeka na Luno. A je to smiselno? Ja, najbrž. To so bile teorije zarote. Če imate še vi kakšno dobro, nam jo prilimajte v komentarje na YouTubu.